V Sloveniji po nekaterih ocenah vsaj 60 tisoč ljudi že danes potrebuje dolgotrajno oskrbo in v prihodnje jih bo še več. Smo namreč, in to je znano že leta, starajoča se družba. Kot kažejo projekcije, se bo število starejših od 80 let do leta 50 podvojilo. Po 2 desetletjih političnih preigravanj, različnih predlogov, obljub, neuspešnega urejanja tega področja, smo zdaj vendarle dobili zakon o dolgotrajni oskrbi, ki naj bi to področje uredil tudi sistemsko. Številni starostniki, ki ne zmorejo sami poskrbeti zase, so namreč zdaj velikokrat prepuščeni sami sebi ali pa, tako kot naši sogovornici, odvisni od svojcev in pomoči na domu, ki je v pristojnosti občin. Danes sem že toliko, da se sama majhen bolj pomaga. Dala sem pa 3 dni za nič, brez pomoči je bolj figa, če si sam cel dan doma. No, fino, krasno. Ko, vi boste malo počila zdaj na fotelju, jaz bom pa posteljo postlala. Pa da mečkam kakšno stvar, če jaz ne moram malo pospravijo. Pogovor je pa tudi veliko vreden. Res. Kako in kdaj bo torej zakon zaživel v praksi? Kako se bodo pravice dolgotrajne oskrbe uveljavljale? Kdaj bi začeli plačevati nov obvezni socialni prispevek, pa tudi kdo bo dolgotrajno oskrbo ob hudi kadrovski stiski, ki pesti to področje, sploh izvajal? V rubriki 24 ur inšpektor takoj po oglasih. V športu Uživajte v poživljajoči radosti Švice. Za izzive na kariernem sejmu Moje delo. Dopoldne sredi tedna v Zgornjih Pirničah. Dober dan, gospa Angelca. Dobar dan. Kako ste danes? Kar V redu. Ste že poštimane? Počas bo. A gre za eno fičo? da se počas ne Ja, res je. 85-letna Angelca Klobasa je ena od več kot 60 tisoč ljudi, ki v Sloveniji potrebujejo dolgotrajno oskrbo. Brez pomoči drugih ne bi zmogla. Bo? Kolikor lahko ji pomagata sin in hčerka pri jutranjem oblačenju, obrokih, vožnji, sprehodih. Vsak dan pa jo obišče tudi oskrbovalka iz javnega zavoda Sotočje, ki v občini Medvode izvaja pomoč na domu. Kaj vam postrežem? Že to, da ni povsem sama, da se lahko s kom pogovori, pripoveduje Angelca Klobasa, pomeni ogromno. Danes sem že toliko, da se sama majhen bolj pomaga. Dala sem pa 3 dni za nič, kolen. Brez pomoči je bolj figa, če si sam cel dan doma. Zaradi obiskov oskrbovalk se, priznava 85-letnica, predvsem počuti varneje. Da si siguren, da bo prišel eden te pogleda. Po pa bilo, kakšen se, a smo bolj ali pa smo slabi. Imaš pa eno tisto sigurnost, to je pa največ. To pa veliko pomeni. To je tako, kot da bo otrok čokolado obljubil, pa prinesel. Bog ne daj, da jo ne bo. Ja. To pa drži. Drugače je pa žalost nič, cel dan sam pa da veženo nobenega. Ko pa fletna prizdejo dekleta, če treba me kaj uštimajo, sem nemočna brez deklet. V občini Medvode oskrbovalke obiskujejo od 70 do 80 starostnikov. Ja, tega je ogromno. Se mi zdi, da če dalje več, no. Tako da kar se obračajo na Sotočje in iščejo vsakodnevno pomoč. Ja, tako je. Starostnikov, kot je Angelca Klobasa, je v Sloveniji iz leta v leto več. Smo, in to pravzaprav ni nobena novost, to potrjujejo prav vsi podatki in projekcije, starajoča se družba. Do leta 2050 se bo število starejših od 80 let podvojilo, pojasnjuje Eva Helena Šarec z Urada za makroekonomske analize in razvoj. To pomeni, ne bo več 115 tisoč starejših od 80, ampak še enkrat toliko, tako da 115 tisoč je ogromna številka. Tudi hkrati se povečuje delež starejših od 65 let,
Teh bo ne več 20% v strukturi, ampak 30%. In to seveda vpliva na sistem zdravstva, a ne? Po eni strani, zlasti te po 65. letu in do starosti 85, zelo hitro naraščajo izdatki za zdravstvo, po 85. letu pa zelo hitro izdatki in potrebe po dolgotrajni oskrbi, se pravi po nekom, ki ti pomaga pri vsakodnevnih opravilih. Povečuje se tudi starostna odvisnost starejših od 65 let. Danes imamo 35 prebivalcev starejših od 65 let na 100 delovno sposobnih, leta 2060 jih bo že več kot 60 in tudi zato je ključen dobro urejen sistem dolgotrajne oskrbe. Če imamo urejen sistem dolgotrajne oskrbe, bo v zdravstvu manjši pritisk na družinske zdravnike, na urgenco, na hospitalizacije, seveda pa lahko vidimo tudi manjše težave pri duševnem zdravju in oskrbovancev in svojcev, ki se ukvarjajo z oskrbovanci na domu, če so pač oskrbovanci v formalni oskrbi. Čeprav je to znano že vsaj 2 desetletji, je prav vsaka vlada, do zadnje Janševe, rešitve dolgotrajne oskrbe le prelagala iz predala v predal, iz leta v leto. Storitve za vse, ki so zaradi bolezni, invalidnosti ali starosti potrebovali pomoč, niso bile urejene sistemsko. Dolgotrajno oskrbo, za katero smo samo leta 2020 namenili več kot 680 milijonov evrov, je poleg pokojninskega in invalidskega zavarovanja pokrivala še cela vrsta drugih zavarovanj. Kriteriji do upravičenosti so bili zato neenotni, dostop do pomoči za starostnike neenakovreden, financiranje dolgoročno nevzdržno, nepregledno. Zdaj z zakonom o dolgotrajni oskrbi zagotavljajo v vladi bo drugače. Prvič v zgodovini imamo z zakonom urejen sistem. Zakon, ki bo zaživel 1. januarja prihodnje leto, pravice uvaja postopoma. Z novim letom prva institut oskrbovalca družinskega člana, ki bo imel takšno vlogo, kot jo ima zdaj družinski pomočnik. Oskrbovalec bo za svoje delo prejel plačo v višini 1,2-kratnika minimalne plače, kar trenutno znese dobrih 1400 evrov bruto, in imel 21 dni dopusta. En oskrbovalec bo lahko skrbel za največ 2 osebi, v tem primeru bo njegova plača 50% višja. Ja, to smo upravili. Kuha držijo, pa še mene imam pa za povrh. To se pa naredili. 1. januarja 2025 bodo centri za socialno delo vzpostavili tako imenovane vstopne točke, kjer bodo, glede na posameznikove potrebe, ocenjevali upravičenost do dolgotrajne oskrbe. 1. julija 2025 se bo začela izvajati dolgotrajna oskrba na domu in tako imenovana e-oskrba. Gre za zapisnico, ki jo bo nosil uporabnik in ga bo ob pritisku na gumb elektronsko povezala s klicnim centrom. Ta datum predvideva tudi začetek plačevanja novega socialnega prispevka. Decembra 2025 pa še zadnji pravici, pravica do dolgotrajne oskrbe v institucijah, torej domovih za starejše, in možnost denarnega prejemka za vse tiste, ki jim oskrbe ne bodo mogli zagotoviti. Ta bo glede na kategorijo oskrbe znašal od 89 do 491 evrov. Tako je na papirju, kako pa bo v praksi? Samo na CSD Ljubljana smo izračunali, da bi za ustrezno strokovno izvajanje vseh nalog, ki jih zakon predvideva, potrebovali kar nekje okrog 150 dodatnih zaposlitev. Prva težava, opozarja dr. Matej Babšek, strokovnjak na področju socialnega varstva, so torej kadri v centrih za socialno delo. In druga težava, kako bodo centri sploh ocenjevali upravičenost do dolgotrajne oskrbe, kako bodo torej ljudi glede na zdravstveno stanje in psihofizične sposobnosti razvrščali v eno od 5 kategorij. Ne gre za strokovno socialno delo, ampak za neko čist tehnično uporabo ocenjevalnih lestvic, čeprav bi mogoče dolgotrajna oskrba lahko tudi zagotovila neko bolj strokovno celostno delo z ljudmi, tako kot je trenutno zastavljena, se bojim, da bo vse šlo v smer tega nekega golega administriranja, ocenjevanja potreb pač za neko golo izdajanje odločb, da neke širše obravnave tu ne bo, ker enostavno bo obseg dela prevelik glede na trenutne zmožnosti in vse to se bo tudi odražalo pač pri še povečani birokratizaciji centrov, ki bo tudi potem vplivala na vsa ostala področja dela, ne samo na pač dolgotrajno oskrbo. Kadrovskih težav se zavedamo, priznava minister za solidarno prihodnost, a zagotavlja, da snujejo rešitve. V prvem letu bo na centrih za socialno delo zaposlenih 18 ljudi in ti bodo predvsem za
področje oskrbovalca družinskega člana. Bomo pa seveda v tem času dodatno razvijali tudi vse ostale veščine. Aktivno delamo na področju izobraževanja. Še veliko hujša in že dlje časa znana je kadrovska stiska v domovih starejših. Že danes tam manjka vsaj 10% kadra, še 10% zaposlenih v prihodnjih 3 letih odhaja v pokoj, opozarja sekretar Skupnosti socialnih zavodov Slovenije Denis Sahernik. Na eni strani imamo dolge čakalne vrste, tudi po več kot letu dni se čaka. Če je na primer želja po enoposteljni sobi, točno določenem domu, in da je na primer to oseba z demenco, ki potrebuje varovani oddelek. Po drugi strani, tako kot ste rekli, v tem trenutku je približno 750 mest praznih, ravno zaradi tega pomanjkanja kadra. In če želijo domovi zaščititi stanovalce, da ti stanovalci, ki so domovi, dobijo storitve, za katere plačujejo, in obenem, če želijo domovi zaščititi zaposlene, da še ti ne pregorijo oziroma zapustijo te dejavnosti, gredo drugam, ker so boljši delovni pogoji, v bistvu domovi ne sme več sprejemati novih stanovalcev. In tudi ti novi domovi, ki se odpirajo, so pravzaprav prazni, oziroma ne zaživijo v polnem obsegu, ker ne dobijo kadra. Težave, ki jih imajo v domovih za starejše, niso od včeraj, o tem poročamo že leta. Meni je najbolj hudo to, ker pač nimamo toliko časa, kot bi ga morali imeti za vsakega stanovalca, ne? Marsikdo ima kakšno težavo, marsikdo kaj pozabi, marsikjer si zaželi svojce na obisk, marsikdo želi objem, dotik, naprimer pogovor tudi, ampak žal res nimamo časa toliko, da bi si ga vzeli za vsakega posameznika, ne. Pomoč starostnikom v prestolnici. Oskrbovalka Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana Jadranka Lazar redno obiskuje 90-letno Marijo Pregl. Dober dan. Dober dan. Kako smo? Ja, v redu. V redu. No, evo, pa sem spet tukaj. Lepo. Lepo, a ne? Ja. Pomaga ji pri osnovnih gospodinjskih opravilih, higieni, tuširanju, kuhanju, pranju, pospravljanju. Se boste malo na fotelj presedla? Pejte počas. Tako. No, fino, krasno. Tako, vi boste malo počila zdaj na fotelju, jaz bom pa posteljo postlala, prav? No, tako. Predvsem pa se veliko pogovarjata. Kaj bova danes? Bova kakšno kavico, čajček skuhale, zajtrk pripravile? Kaj bova? A ste že kaj pojedla? Ne. Niste še? Ponavadi. Samo zdravila ste vzela? Ja. Dobro. Potem pa lahko kakšen čajček skuhava, pa boste še majčkeno pojedla, prav? Dobro. No, tako. Bomo šle počasi v kuhno? Brusnica? V redu, to bomo pripravile. Nič sladkorja, ne? Ne. Okej. Na teraso bom šla, Boste šla, da ne bo prevroče, morate paziti, ne? Ja, ampak bi mogla s hojco hoditi. S hojco? Ja, No, malo zunaj. malo je treba, ne? Mišice utrditi. Ja. Noge, da ne klicnajo. Tako. Že to, da vem, da me bo prav vsako jutro obiskala oskrbovalka, mi daje občutek varnosti, pripoveduje Marija Pregl. Da mečkam kakšno stvar, če jaz ne moram malo pospravijo. Pa pogovor je pa tudi veliko vreden. Res, prvič dober se imam enkrat na teden časopis, ampak je hiter konc. To so pa vsak dan se menjajo velikrat, pa kaj novega zveš, pomagajo ti. Če je lepo vreme, gremo ven, v dežju, ne. Pa včasih se treba malo potožiti, včasih se one meni, ali pa karkoli. Moram reči, da je zelo veliko redano to. Imam zelo rada to, te gospe. A težava je, pojasnjuje Jadranka Lazar, da je oskrbovalk preprosto premalo. Starostnikov je veliko, nas je premalo, ki delamo to delo, in pa tudi verjetno ni vsak primeren za to delo, oziroma mora imeti veselje do dela z starostniki, ne? To je zelo pomembno, zato ker je pomembna dobra komunikacija, dobro vzdušje, lep odnos, korekten odnos, tako da moramo jim dati neko dobro počutje, moramo ustvariti pri njih in pa tudi pri sebi, ne? Kako torej, in to je pri dolgotrajni oskrbi ključno, zapolniti to kadrovsko vrzel?
Ja, nažalost je to res velika težava. Ni težava dejansko samo v Sloveniji. Na ministrstvu smo že pripravili nabor ukrepov, nekateri so bili že vključeni v zakonodajo, zadnji ravno v interventni zakon vezan na poplave, ker se je bistveno olajšalo zaposlovanje tujcev za področje socialnega in zdravstvenega varstva. Zdaj se pa pogovarjamo o nadaljnjih ukrepih, ki bodo tudi sprejeti predvidoma do konca leta in skupaj s časovnico izvajanja aktivnosti jaz verjamem, da bomo prišli, da se bo dolgotrajna oskrba z vsemi storitvami v celoti lahko izvajala tako, kot se mora. Seveda so plače tiste, ki privabljajo v poklic, to je težek poklic in tukaj veliko dela nas čaka, da bo te potrebe možno pokriti, tako kot bi si jih želeli. Večina delavcev vse doplačuje država, dobi minimalne plače. Kar je žalostno, glede na to, da se dela nočna služba, nedelja, prazniki, skozi smo na razpolago. Če ne bo res korenitih ukrepov in ne bo kadra, opozarja doktorica Jana Javornik, raziskovalka delovnih razmerij in javnih politik na Univerzi v Lidzu, bo zakon le mrtva črka na papirju. Breme oskrbe starostnikov pa bo v veliki meri spet padlo na svojce. Novi zakon sicer zelo zanimivo končno prepoznava nujnost in celo monetarno ovrednoti družinsko oskrbo z uvedbo družinskega pomočnika, vendar pa je treba upoštevati celo paleto kompleksnih dejavnikov okrog tega inštituta. Eden je, da imamo kronično pomanjkanje delovne sile v institucionalnih sistemih, kar pomeni, da lahko z to uvedbo dejansko prisilno privedeš skrb za družinskega člana nazaj v družino, morda si družina tega ne bi želela. Sloni na predpostavki, da so družine funkcionirajoče družbene celice, niso vse funkcionalne, niso vse srečne, niso vse zadovoljne in varne. Tudi do denarnega prejemka, namenjenega tistim, ki oskrbe, če izvajalcev ne bo dovolj, ne bodo mogli izkoristiti, je Jana Javornik kritična. Namreč denarni prejemek je super stvar, če ti institucija in institucionalni sistem odlično deluje. In imaš trg, javni ali zasebni, na katerem lahko storitev kupiš. Če tega nimaš, je to neke vrste pesek v oči. Jaz računam na to, da so z uvedbo vseh teh zakonskih določb in novih možnosti predvidevali tudi investicije v obstoječ sistem in celo njegov nadaljnji razvoj. Državni proračun naj bi sicer za dolgotrajno oskrbo prispeval največ 190 milijonov evrov, z novim prispevkom bi zbrali 770 milijonov, a stroški bodo iz leta v leto višji. Če tudi v novi blagajni, ki jo bo upravljal ZZZS, sredstev ne bo dovolj, bi lahko že leta 2028 uporabniki začeli doplačevati 10% vrednosti storitev dolgotrajne oskrbe in 20% tako imenovanih dodatnih storitev. Pri 5. kategoriji celodnevne oskrbe v instituciji to pomeni skoraj 200 evrov doplačila. 5. kategorija storitev za krepitev in ohranjanje samostojnosti 140 evrov doplačila. Obstaja torej nevarnost, da se bo ponovila zgodba z osebno asistenco, kjer so se izdatki dvignili za kar 25-krat iz 8 na 200 milijonov evrov. Minister zagotavlja, da ne. Pri dolgotrajni oskrbi govorimo o javni mreži, v primeru osebne asistence to izvajajo zasebniki in pa seveda ustanovljena bo tudi inšpekcija za dolgotrajno oskrbo, ker hočemo, da je storitev res prava, taka kot mora biti in redno nadzirana strani ustreznih institucij. In potem takem ni bojazni, da bi nekdo služil na račun ljudi, ki potrebujejo pomoč? Ne, sistem je robusten, je jasen, temelji na javni mreži izvajalk in izvajalcev. Menim, da je to pravi pristop, kot mora biti. Zakon, ki naj bi omogočil, da bi čim več starostnikov lahko čim dlje ostalo doma, po več kot 20 letih torej, končno imamo. Jutri ven, v petek pa tuširanje, ne? Fajn, zelo dobro ste se to zmenili. V redu, krasno. A kako bo sistem zaživel, je odvisno od številnih podrobnosti. Manjka še približno 16-17 podzakonskih aktov pravilnikov, tako da manjka pravilnikov o storitvah dolgotrajne oskrbe, podrobno nabor storitev, manjka pravilnikov o tem tako imenovanem hotelskem delu, kakšna bo sploh cena nastanitve, cena prehrane, manjka pravilnikov o kadrovskih pogojih, minimalnih tehničnih, prostorskih pogojih, pravilnikov o izobraževanju, o superviziji. Skratka, s tem zakonom sedaj imamo samo ogrodje in v zakonu določeno do roku 6 mesecev od uveljavitve zakona morajo ti pravilniki biti sprejeti, ampak
delovne skupine do tega trenutka še niso bile sklicane. Neznanke torej še precej, kar ni najboljša popotnica dolgoživemu, odpornemu, trajnemu in vzdržnemu sistemu dolgotrajne oskrbe. Sistemu, ki bi zagotovil, da vsi, ki ne zmorejo sami poskrbeti zase, ne bodo odrinjeni na rob, prepuščeni domačemu okolju in družini, pač pa bodo dobili res ustrezno oskrbo, s tem pa tudi možnost za dostojno življenje, za dostojno starost.